Prehajamo na tretjo točko, torej predlog sklepa o potrditvi lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 14, predlagatelj župan, poročevalci pa Mihaela Brnot-Vetrnik, gospod Aleš Škorjanc, Maja Sušnik, Jure Eržen in Staš Kos. Besedo ima gospa Mihaela Brnot-Vetrnik. Izvolite. Hvala lepa. Energetski zakon, ki lokalnim skupnostim predpisuje obvezno izdelavo in sprejem lokalnega energetskega koncepta, določa, da mora lokalna skupnost najmanj vsakih 10 let pripraviti in sprejeti lokalni energetski koncept, kratica LEK. V letošnjem letu je poteklo 10 let, odkar je občinski svet občine Kamnik sprejel sedanji veljavni LEK. Z lokalnim energetskim konceptom lokalna skupnost določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije in boljšo energetsko učinkovitost ter uporabo obnovljivih virov energije. Energetski koncept občine je osnova za dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in okoljskem področju, ki je z njim povezano. Energetski zakon tudi določa obveznosti izvajalcev energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti glede načrtovanja oskrbe z energijo in usklajevanja z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. Občine so dolžne izvajati programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti. Sprejetim lokalnim energetskim konceptom in potrjenim akcijskim načrtom ukrepov so dane usmeritve k zmanjšanju stroškov oskrbe z energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki zagotavljajo višji življenjski standard. Sprejet in potrjen LEK je pogosto tudi podlaga in osnovni pogoj za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov v občini. Zaradi zahtevnosti je bil lokalni energetski koncept občine Kamnik izdelan v 2 letih. V letu 2019 prva faza, ki predstavlja posnetek oziroma popis dejanskega stanja energetske oskrbe v občini Kamnik, v letošnjem letu pa druga faza, ki predstavlja strateški del celotnega dokumenta. Pripravo lokalnega energetskega koncepta je spremljala usmerjevalna skupina, ki je na svoji zadnji seji 9. junija obravnavala celoten dokument in dala pozitivno mnenje. LEK je bil z namenom zbiranja predlogov in pripomb v mesecu septembru objavljen tudi na spletni strani občine Kamnik, 2. septembra pa je bil poslan v pregled tudi vsem članom občinskega sveta občine Kamnik. Po zaključku javne obravnave je bil skladno z določili energetskega zakona in pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta v pregled poslan Ministrstvu za infrastrukturo, ki je 5. oktobra 2020 izdalo pozitivno soglasje. Toliko na splošno o samem LEK-u, več o pripravi in pa o vsebini lokalnega energetskega koncepta pa bo povedal predstavnik izdelovalca lokalne energetske agencije Gorenjske, Jure Eržen. Prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala. Besedo dajem gospodu Juretu Erženu. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, pa hvala za besedo. Jaz sem pripravil eno kratko predstavitev v PowerPointu, zdaj, če bo uspelo, bi jo kar probal deliti vsem skupaj. Vsi vidite, kaj imamo tukaj na zaslonu? Ali vidite našo predstavitev? Vidi se, ja. Ok, super. Najprej moram poudariti, da je lokalna energetska agencija uspešno sodelovala z občino Kamnik. Samo sodelovanje pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta je potekalo zelo tekoče in brez večjih težav, tako da smo bili tega v bistvu sodelovanja zelo veseli in pač smo sam dokument uspešno pripeljali do konca. Zdaj samo kratko predstavitev je že podala gospa Vetrnik. Jaz bi se tukaj osredotočil predvsem na vsebino in pa navedel nekatere osnovne značilnosti oziroma glavne podatke, ki bi vas zanimali.
Zdaj, sama vsebina lokalnega energetskega koncepta je določena v pravilniku o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta. Poleg tega pa je napisan tudi priročnik za izdelavo samega lokalnega energetskega koncepta, ki pa ni obvezen, ampak daje neke usmeritve o sami vsebini lokalnega energetskega koncepta. Lokalni energetski koncept se navezuje zlasti na področje energetike v občini in zajema predvsem analizo porabe energije in energentov, se pravi, to zajema tako gospodinjstva, javne stavbe, industrijo kot tudi promet. Se pravi, v tem poglavju skušamo dobiti neko oceno porabe celotne energije v občini. Se pravi, potem sledi analiza oskrbe z energijo, se pravi, kako občina dobi določene energente. Tukaj se osredotočamo predvsem na elektriko, plin in daljinsko ogrevanje. Potem, ko se pridobi same podatke o rabi energije, se naredi analiza emisij s pomočjo določenih faktorjev, se preračuna iz porabe energije tudi količina emisij toplogrednih plinov in pa ostalih škodljivih plinov. Na podlagi potem izvedenih analiz in neke ocene rabe energije v občini se naredi analiza šibkih točk. Se pravi, v tem poglavju se primerja rabo energije oziroma rabo energije v občini z porabo energije recimo na slovenski ravni. Sledi analiza možnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, kjer poskušamo navesti oziroma so navedeni določeni ukrepi in pa možnosti, ki jih lahko občina uporabi. In pa potem najbolj pomemben del, energetsko načrtovanje in možni ukrepi. Se pravi, v tem poglavju določimo cilje in pa metode, kako bomo te cilje dosegli. Sledi pa tudi akcijski načrt, kjer so konkretno opredeljeni predlogi in pa tudi njihove finančne posledice in pa nekakšen okvirni časovni načrt. Zdaj, občina ima največji vpliv na javne stavbe, se pravi na stavbe, s katerimi upravlja sama, promet in pa predvsem to, no. Zdaj, če si pogledamo javne stavbe, lahko rečemo, da v občini Kamnik še vedno prevladujejo fosilna goriva. To lahko vidimo iz grafa na levi strani, kjer vidimo, da je velik delež porabe energije pridobljen iz zemeljskega plina, sledi daljinsko ogrevanje in pa utekočinjen naftni plin. Na desni strani je narejen presek porabe energije po posameznih javnih objektov v občini Kamnik, in s katerega lahko hitro vidimo, kateri objekti porabijo največ energije in pa na katerih bi bilo potrebno izvesti določene ukrepe in poskrbeti za zmanjšanje rabe energije. Se pravi, tukaj, kot vidimo, ker je stavba velika, je recimo zdravstveni dom dr. Julija Polca, je kar velik porabnik energije, prav tako Oš Frana Albrehta zaradi same velikosti in pa slabe energetske zasnove, pa tudi vrtec Kamenček je kar velik porabnik. Zdaj, na tem slajdu lahko vidimo zdaj sam presek, se pravi celoto, neko oceno, koliko energije porabi občina Kamnik. Na levi strani so navedeni posamezni sektor, se pravi stanovanjske stavbe, javne stavbe, industrija, javna razsvetljava in promet. In pa zgoraj pa so navedeni posamezni energenti. Hitro lahko vidimo, da prav tako kot na prejšnjem grafu, velik del še vedno predstavljajo fosilna goriva, zemeljski plin in pa predvsem raba elektrike je v občini zelo velika. Zato pa na tem mestu pa moram reči, da je za visoko rabo energije v občini odgovorna predvsem industrija, specifično podjetje Calcit, ki porabi skorajda več kot 50% celotne električne energije v občini. Na podlagi prejšnjih rezultatov, se pravi analize rabe energije, je potem narejena tudi analiza emisij
v posameznem letu, se pravi občina Kamnik recimo v enem letu proizvede 177 milijonov 693 tisoč ton CO2, tako da je to kar velika cifra. Sledijo potem možnosti učinkovite rabe energije in izraba obnovljivih virov energije v občini. Tukaj smo razdelili na dve področji, se pravi na učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Na področju učinkovite rabe energije občina lahko deluje predvsem na področju javnih stavb, prometa in pa javne razsvetljave. Preprosto te ukrepe večinoma že poznate, se pravi v javnih stavbah se lahko naredi energetska sanacija. Teh ukrepov se občina Kamnik tudi že kar pospešeno udeležuje. Tudi s našo pomočjo smo zdaj pripravili razpis za 2 stavbi v občini Kamnik, ki upamo, da bosta uspešna in da bosta šli lahko v prenovo. Prav tako pa ste v preteklosti sanirali tudi veliko stavb. Možnosti so potem še na zamenjavi žarnic oziroma zamenjavi javne razsvetljave oziroma posodobitvi javne razsvetljave in pa krmiljenjem javne razsvetljave in pa potem optimiranje ogrevanja in hlajenja prostorov. Zdaj cilji občine Kamnik so opredeljeni v skladu z slovensko in evropskimi direktivami. Zdaj konkretno ne bi šel čez vse cilje. Cilji so vsekakor, da se zmanjšajo pač sama raba energije in s tem tudi zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in pa pač poskrbi za zmanjšanje vpliva na okolje, zlasti v občini Kamnik in pa pač tudi na širše. Zdaj potem za dosego konkretnih ciljev smo potem v sodelovanju z akcijsko skupino občine oblikovali neke okvirne ukrepe, s katerimi bi lahko dosegli zastavljene cilje. Ukrepi so razdeljeni na stavbe, na splošne aktivnosti, na kakovost zraka, javno razsvetljavo, potenciale obnovljivih virov energije in pa na promet. Za zaključek bi rekel, da je LEK motivacija oziroma LEK postavlja neko izhodišče za delovanje občine na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije. Kot veleva energetski zakon, mora biti energetski koncept objavljen tudi na straneh občine in kot tak lahko predstavlja tudi gradivo za občane, ki si ga lahko preberejo in pa vidijo, kako sami lahko poskrbijo za zmanjšanje rabe energije in pa ohranjanje okolja. Tako, to bi bilo z moje strani na kratko vse. Svetnikom in svetnicam pa predlagam, da sprejmejo lokalni energetski koncept in s tem postavijo temelje za delovanje vnaprej. Hvala za besedo. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne? Besedo ima dr. Jernej Markelj, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Juretu Erženu in ostalim pripravljalcem lokalnega energetskega koncepta iz agencije LEAK, ker se mi zdi, so vložili kar precej truda. Slišali smo, da so se 2 leti v bistvu s tem projektom ukvarjali. Treba je bilo pregledati vse te oziroma narediti pregled stanja vseh objektov v občinski lasti, pridobiti podatke o energetski učinkovitosti stavbnega sektorja, stanovanjskega sektorja, od upravnikov. Pridobili so tudi precej podatkov od največjih podjetij v občini. Tako da mislim, da imamo zelo dober pregled, kje smo, kje so možnosti za izboljšanje,
Tudi ukrepi so predlagani v teh stavbah, ki so v občinski lasti. Tako da tudi se mi zdi, da smo že pristopili k nekaterim ukrepom s temi investicijami v prenovo 2 objektov zdaj. Tako da se mi zdi, da je to zelo dober nastavek, da bomo kot občina še nadaljevali to usmeritev k bolj okoljsko ozaveščeni, energijsko učinkoviti in pa tudi energetsko gospodarni občini s skrbjo za zdravje naših občanov. Toliko zaenkrat, bomo pa probali tudi redno spremljati doseganje teh ciljev, ki smo si jih zadali. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne? Potem zaključujem razpravo in glasovali bomo o predlaganem sklepu. Torej, občinski svet občine Kamnik potrdi lokalni energetski koncept občine Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Glasujem za. Magister Šem Samojanovič. Glasujem za. Juško Papež. Za. Božo Pilej. Ančka Podbevšek. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robert Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Dobro. Žaklina Zdravkovič. Za. Gregor Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.